Pozdravljeni v novi oddaji BIM pogovorov. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. No, danes je taka, v bistvu prej smo se pogovarjali, načeloma je okrogla obletnica, oziroma okrogle številka oddaje, 160. oddaja bo to, v bistvu, kar je tako, moram reči, da je od začetka, ko smo to začeli snemati, nikoli nisem mislil, da bo do 160 prelezla, oziroma sploh nisem imel nobenih pričakovanj, kar je najbrž še najboljša, ker rad bi že pri 40 nehala. Ja, Kako, v bistvu te 160, kaj v bistvu impresionira. Nekaj si govoril, da ne, to ni neka huda, huda, lepa, mislim, okrogla številka. ni ravno neka obletnica, ne? Čeprav ne vem. Pa se moram povedati, zakaj to sploh snemamo. Zakaj Ja, snemamo? ja, lej, seveda. Glavna tema je sigurno pretekla CBIM konferenca. Ne, ampak kaj sva rekla v Čakaj, prejšnji kaj oddaji? smo rekli v prejšnji? Če bo kdo Ja. kaj vprašal, kaj, oziroma v tem Ja, smislu? če bo kdo rekel, da moramo posneti, da pa bomo Ja, in posneli, in pol, pa se ne, ja. ne, to ni bilo tako. To zdaj za vse tiste poslušalce, ki navaja tega. Rob je tam moledoval v bistvu vse, ki so bili na konferenci. A bo kdo slučajno bi kaj rekel, da bi mi to še posneli, ker noče nehati snemati, ne? To absolutno ni res. A ne? Ja, To lej, absolutno in kategorično zavračam. zavračaš to, kar sem zdaj omenil, ampak ok, no. Ba je, ker do mene je še prišel, ampak Ja, Rob tako je. se govori, ne? Tako se govori, um, da je Ja. nekdo vseeno izrazil željo po tem, da bi midva še kaj posnela včasih. Ne? Jaz ti lahko imena povem, kdo je izrazil. Ne, ampak še najbolj, v bistvu, lej, sej super, ne? Ampak najboljše je bilo pa tisti nek komentar, nekdo, ki je dejansko to poslušal, ne? Pa sem rekel, lej, pa v bistvu veš, kdaj sva posnela, pa kdaj sem vas objavil, ne? Ker sem v bistvu tista, veš, imaš mučken pol moralnega mačka, v smislu, nekaj sva snemala, CBIM konferenco sva omenila na koncu v zadnjih 5 minutah, čist spotoma, slučajno, ne? Prej sva pa reševala v bistvu avtocestni problem, pa ne vem, kva še vse, ne? V bistvu, v bistvu se to praviš, mislim, pa ne morem Ja. jaz tega objaviti, jaz nimam v bistvu obraza, da bom to tle gor dal, mi da so tam neki nakladala, v bistvu čist nepripravljena. Sam jamrala sem v bistvu in Kdo je potem, bil nepripravljen, no, čakaj? prosti, ok, Za bom rekel sebe govor. drugače, bom jaz popolnoma nepripravljen, Ja. za Robija pač ne vem, bo on sam povedal, ampak um, res, kdo to pa sploh posluša, ne? Tako da danes sem še zmeraj enako nepripravljen, ne? Samo upam, da bomo mogoče več govorila o CBIM konferenci, kot pa reševala, ne vem, neke svetovne krize. Je začela s slabo, no. Ja, to je res. Tako da, Ja, no, v glavnem, jaz sem rekel, da bom povedal imena, kdo mi je rekel. Ampak zdaj ok. sem seveda pozabil vse, kdo mi je rekel. Vem pa, da je bil en mu bil ime Jure, en mu je bil ime Metod, potem je bil še Mitja, ne? Joj, Potem Matej se smi, ker vse pozna. Um, pa Pa mi je pa še nekdo rekel, pa sem veš, pozabil. to bi tako, ne, če bi bilo kakorkoli v bistvu midva imela kakšna sredstva nekje, bi človek rekel, da so te naplačilni listi, ne. Pa vsi so bili že gosti, Ja, tako da to je vse v družini ja, ostalo. tako, ne. Ampak, lej, nisva dala pogojev, tako da, lej, tako Ja, je bilo. točno, to je pa res, ja. Ne, lej, Okay. sej, v bistvu moram reči, da mi je vedno, vedno v zabava tole snemati, v bistvu se stava. Zdaj pač nimamo več toliko prilike, v bistvu, kakšno reči na faksu, ne. Tako da rade Tako da ne volje. bomo zdaj spet 10 minut o Ne tem, da bomo. sem jaz 3 nadstropja višji, ne? Ja, ok, dej. Zdaj pa resno, ne. Ja, Najpomembnejša stvar o CBIM konferenci 2026 je to, da ni bila na Brdo. Uh, ja, To in v bistvu moram reči, da mislim, da sem ti enkrat pol omenil, da v bistvu to pa res ni bilo najbolj posrečno leto za zamenjati lokacijo z vsemi možnimi
ne vem, spet avtocestnimi problemi, ne, Ravno se ne hoče reči, bo spet morem. na avtocesto se zaplezala. No, ampak Mogoče kakorkoli, ne. no, ampak moram reči, da jaz osebno zdaj nisem imel v bistvu nobenih zastojev, ne. Ti si šel že en dan prej gor, oziroma dol, Mhm. kakorkoli hočeš to obrniti, ne. Tako da, ja, Ja, no, v bistvu mislim. rečem pa lahko, no, da je bilo vsaj konferenca to, meni osebno se je zdelo to res nujno, da se zadeva prestavlja pač na neko drugo lokacijo in da se bo to, upam, da v bistvu pač malo spreminjalo res iz leta v leto. Ja, jaz moram dodati, da sem se ves čas pritoževal nad tem Brdom, zato ker bo vedno isto. Konferenc, mislim, pač ta prireditveni prostor je bil vedno isti, Mars je bil naveličen. Pa to, ampak pa zadnje leto bo pa res vse narobe. No? Ne samo lokacija, ampak tudi ponudba hrane. Ven so nas vrgli, full hitter, pač tako, ni da ni, no, mislim. Tako da jaz sem zelo vesel, da smo šli drugam. In tole v Portorožu, ta prostor mi je bil pa v bistvu super. Ravno prav velik, Ja. tudi tisto predverje tam, kjer so bili odmori, pa to je bilo ravno dovolj veliko. Mhm. V bistvu pa tudi mi je bilo všeč, da so bili vsi plakati pa razstavljalci so bili v istem prostoru. Ne? Ja, A ja. veš, ker tam na Brdu bilo je tam nekje za vogalom, Ja, tako pa je. tak. To je bilo pa vse okrog in pač tisti, ki je želel, je res lahko videl, tudi izpostavljeni so bili bolj Mhm. sponzorji. Tako da ne vem, jaz te lokacije prej nisem poznal. To lokacijo nam je predstavil predsednik Sibima Matjaž Šajn. In jaz moram reči, da je zelo dobro izbral. No. Meni je bilo všeč. Zdaj res je, da takoj, ko smo, mislim, ne, ko smo slišali, da bo tam, sem bil navdušen, pa ko sem vsakeč te zastoje poslušal, nisem bil tako navdušen. In vsaj tisti, ki smo prišli iz sončne strani Trojane, pač mnogo zastojev, da ne bova spet, ne, tam Ja, ja. slovenske konjice pred Domžalami, pa je še dal, ko greš na Primorsko, še dvakrat, ne. Tako da je, ampak smo vsi prišli. Kar je bilo pa ful zanimivo, je pa to, da so šli vsi pravočasno od doma in je redko kdo zamudil. Redko kdo je Ja, zamudil. ja. Pa še ena stvar je bila fajna, da je bila taka bolj odročna lokacija in to je, da si vsak moral vzeti cel dan. Razen nekaterih tukaj prisotnih, ne, v Ja, bistvu razen nekateri, ko se jim ime začne na M, pa primek na D, na D. ampak Um, te bomo Ej, pustili. v moje upravičilo v bistvu ne, sem sredi tako igranja gradbenika in v bistvu, Spet, ja, spet. žal ne, Ja. ne čist po moji lastni izbiri. In je bilo v bistvu bolj ali manj Nujno. nujno, da pridem do, ne vem, kdaj sem mogel biti doma. Mislim, da je bilo De, tako, no, da je še dobro, da sem šel res tako zgodaj, polo doma, skratka, šel sem tisti pred kosilom. No. Um, več za in nas ostali. ja, tako, ne, kadar jaz se zmeraj zagrejem tam, v bistvu pojem tri četrt. Ampak zdaj, Matevž, najpomembnejše vprašanje, da ne bomo potem dobivali No, pa spet kupe pošte, ne, poslušalcev. A imaš BIM model? Ja, se veš, kako jaz tega se lotevam zmeri v bistvu tako. Ne. Zmer smo neke stare stvari popravljali. Ne. Jasno, da je to vse tako v principu ekstra mimo vsega bima. Ma, ne vem, za to zdaj Sami mislim, da izgovori. nimam. Jaz sem eno skico sem narisal na list papirja, celega stanovanja, ker stanovanje prenavljamo in to je to. In to je skica, ki smo jo pol tako enih petkrat skopirali in pol sem vsakmu, pač električarju, vodovodarju in vsem tem sem sam noter narisal, kje kaj hočem imeti, tako na roke, dobesedno na roke, na list papirja. Mhm. Oziroma, ne vem, pol, ki sem imel ta osnoven tloris, v bistvu sem pol to poskeniral, pa sem dal na iPad, pa sem pol tam različne stvari pol tam narisal.
Ampak ne bi zdaj jaz kaj modeliral, no, kaj podobnega delal. To so sami izgovori. Na konferenci so bili tudi razpravljalci, ki so predstavljali razne možnosti iz point clouda in tako naprej. Tako da no, Ja, to je to bi bilo. razočaranje. To bi bilo. Razočaranje. To bi bilo, Ja, to bi bilo pa res dobro, v bistvu, veš, tako da res tisto najprej ja. posnamem, ne. Še posebej, a veš, ker ta model bi bil tako zelo onesnažen z cel kup, v bistvu, a veš, enih kosov pohištva, ne, ki jih nismo mogli ven odnesti, zaradi tega, ker bo noter stal, bolj sam predstavljamo Pravi, tisto. pravi bimovci Bi to pospravijo, zrihtali. Tako, pospravijo, ja, lej. posnamejo. Ne? Tako da, malo sem razočaran, ampak Ja, zdaj imam bom res, preživel. res slabo vest, v bistvu se bom udolžil s tem, da ne bom več omenjal tega stanovanja danes, tako da hvala za razumevanje. Um, Bomo vsi čakali do konca, če bo zdržal. ja, bomo videli. No, v glavnem, konferenca, čeprav, a veš, da sem ravno ugotovil, ne ravno, ampak da ravno razmišljam o tem, da to ni konferenca, to je kongres, ne? Ampak ok, Ja, mogoče res, ja, ja. Po ja. definiciji bilo mogoče res No, bolj kongres. kongres CBIM, ne, se je pač, kot so rekli, potekel v Portorožu in jaz moram reči, da ko se je programski odbor prvič sestal, smo rekli, da ne sme biti zamud. Ne. Ja. In ni bilo zamude. Začel se je točno. Začel se je točno, ampak a ni bilo pol neki, ne, ni bilo zamude. Čakaj, pust, bomo prišli Ja, do ok, tega. ok, ok. Ja, ja. Ne, začel se je točno, pač ne vem, a greva zdaj po programu, Ma kaj bi. ne, v bistvu je, mogoče Ok, a ne. lahko greva po sklopih, pač, Ja, da dejva povemo, tako, kakšna je ja. bila Dejva ideja. tako, Ne? ja. Zdaj, Dejva. ideja je bila, da bi na tem kongresu predstavili vse udeležence pri gradnji, ne? In pač to, kako pač pri svojem delu uporabljajo, pa vpeljujejo digitalizacijo, tehnologije, BIM, karkoli od tega. Ne? No, seveda vsak kongres se začne pač z nagovori, pač seveda predsednik CBIM-a, potem je bil, kaj je Richard Kelly v Building Smartu, se niti ne, V kakšna je njegova bistvu ne vloga. vem. Predstavnik Building Smarta. Predstavnika, dejva tako, ja. No, in potem je tudi pač nagovoril prisotne vodja programskega odbora letošnje konference Jure Česnik. On je imel zanimivo, no? Recimo, da se chat GPT-jem pogovarjal, kaj naj pove. Pa je bilo hecno, no? Bom tako rekel. Ja, moram še omeniti, da je prireditev povezovala Anja Hlača-Ferjančič in meni je bilo zelo posrečeno. No? Ne vem, kako se tebi zdelo, ampak meni je bilo všeč. Tako. Meni je bila v bistvu od teh vseh voditeljev, ki so bili, pa v bistvu jih ni bilo, ker so zadnje leta je bil skozi eni in isti, ne? Mislim, Mm. da se pač vidi, da je profesionalc, ne? Ne, čakaj, smo imeli tudi profesionalce. No, Če se ampak spomniš, je bil profesionalec 2 leti zapored, prvo leto je bil preboljiv, drugo leto je bil neprebavljiv. ne, ampak ona je bila Um, pa v bistvu tako, moram reči, mislim, meni je bila izjemno všeč, v bistvu zraven sem razmišljal, veš, kako je možno, da se v bistvu tako dejansko nauči, oziroma pač ne tako kot jaz, pride dejansko pripravljena na konferenco in ve, kaj vprašati, in ve pač lahko, da se prej dogovorila vse za ta vprašanja in kakorkoli, kar pomeni, da se je pripravljena na to, ne? In hkrati v bistvu pač opazuješ, kako, ne vem, suvereno tam intervjuja, ne vem, nekega športnika v bistvu, in tako naprej, ne? Ker zato, ja, mislim, tako, ekstra različne stvari, ne? mislim, zdaj seveda je imela tukaj malo pomoči, mislim, da je Jure Ja, ja, vse pri verjamem, ne, teh ampak vprašanjih pomagal, ampak bila je res pripravljena, bila je zelo suverena, kar je meni najbolj všeč pri njej, da se zna zelo hitro prilagoditi situaciji. Ne? tako, tako. Zelo hitro se je odzvala na karkoli, iz občinstva ni bilo tako, da je bila naučena. Pa tako, no. Mislim, v bistvu je bila moj predlog, ne, jaz se poznam iz dogodkov na fakulteti, ker je voda že več let in mi je bila tu všeč in pač meni se zdi, da bi zelo pasala na ta dogodek in je res zelo lepo izpadlo. No. Tako da jaz Ja, upam, da bomo še kdaj videli. Tako da res, ampak je bilo tako, bila je, ni stopala v ospredje, stopila je takrat, ko je bilo treba, zelo lepo povezala vse skupaj,
Tako da jaz nimam kaj reči, Ne, no. jaz Meni je bilo tudi v všeč. bistvu, meni je bilo zelo všeč tudi. Ja. Je pa tudi res, da je bil program tako sestavljen, veš, da ni bilo nobenih nekih okroglih miz, pa to, da bi lahko se razblekala, pa kaj ne. Pa verjamem, da bi se tudi tam znašla, no. Ja, ja, sigurno. Ampak ji ni bilo treba pokazati teh spretnosti. No, in potem so bili pač po sklopih, na sklope razdeljena ta predavanja, mogoče zdaj ne bi šla čez vse, mogoče bo samo omenila, kdo je kaj imel, ne. Pa mogoče si se kaj zapomnil. Zdaj ti si tako lahko komentiraš sam do kosila, pa si se igral gradbenika, Tako? mi smo pa reševali prihodnost gradbeništva, a pa sedanjost, ne. No, in prvi sklop je bil namenjen naročniku. Zdaj kot naročnik sta imela predavanje dve osebi, en je bil David Ojce, Mendota Invest, druga je bila pa Klaudija Štokinger iz Deutsche Bahn. Zdaj tako, meni je ta Mendota Invest pa seveda Emonika, ne, vedno zanimivo, pač največji projekt trenutno v Ljubljani, pa poleg drugega tira verjetno kar v Sloveniji, ne. Zdaj, ne, upam, da nisem kar užal, ampak en večjih projektov, no, pa recimo največji stanovanjski poslovni, karkoli. Meni je vedno všeč povedati, ampak tako imam občutek, kot da sem to že tretjič zdaj slišal, ne. Veš, nekaj je bilo na Dalu z dogodku, Ja, verjamem. Ja. pa ne vem, ali pa drugič, no, vsaj drugič. Drugače pa zelo zanimivo, se pravi, vedno mi je zanimivo poslušati, pa vsakeč kaj novega, še malo doda, pa tako, ne. Predavanje samo sebi super, sam, se pravi, nekaj stvari sem že slišal, to je bilo edino. Meni je bilo všeč, ker sem lahko fotko naredil, une makete, oziroma kako bo enkrat to izgledal. Zato, ker No, jaz sem to dejansko že tretjič jaz videl. nisem nikoli videl še tega. Ne? In me Ok. v principu, pač mislim, tako da je res lepo povedal, pa v bistvu ne vem, pač ok, slišiš. Doskrat se je jasno skozi vse ta pač predstavitve pač dialog so omenijo, ne, in tako da ti se mogoče, saj meni, tako malo ponavljal, ne, ker je pač se ne moreš več povedati kot enkrat, ne, Ja, ampak pač ok, ne, ampak v bistvu, kot rečeno, na Emoniko v bistvu me je presenetilo, no, v bistvu, da je tam neka, ne vem, 100 metrov visoka poslovna stavba raste, ne. Tako ja. da zdaj bo tak trojček tam na Bavarskem dvoru, v bistvu, zdaj sam pričakujem, da bo še na drugi strani enkrat naredil nekaj, pa da bo tako. Pač Ljubljana bo izgledala kot prestolnica, ne. Recimo, ja, no, mislim, roko na srce, mislim, tudi če te Monike kot take ne bi bilo, ne, pa mogoče niti ne rabimo, ne vem, zdaj še posebej k, ne vem, teh raznih poslovnih prostorov je tako v Ljubljani, se mi zdi tako ekstra velik že zdaj. In že zdaj so prazna, že zdaj je težko v bistvu neki noter umestiti. Poj se Zdaj bo tam pa še malo. da se tam še en hotel dela, ker mislim, res zdaj ne more nekdo iz turizma Ljubljana prepričati, da imamo res toliko turistov, da rabimo toliko hotelov tam na kupu, ne? Ja, to pa zdaj, no, v bistvu križišče ima 4 krake, ne. Ja, In v bistvu na na treh bo treh zdaj koncih hoteli. bo hotel, In ne? to sami taki ne najbolj poceni hoteli. Ja, ne najbolj poceni v bistvu in zdaj. Zato bi človek rekel, ok, to je pač nekdo je hotel to investirati, se noter v to, ok, vse lepo in prav, ne? Ampak tisto, kar je, mislim, da je Ljubljana bolj krvavo potrebovala, je v bistvu pač prenovljena železniška pa avtobusna postaja. Tako da to se meni bolj dopade, to je res, to smo res rabili, ne? Tisti zraven je pa najbrž tisti, ne vem, komercialen del, recimo temu, ne, ko upamo, da bo v bistvu Tema ne, za to, da se bo železniško prenovilo, no. ne vem, ne. Ajde. Skratka, Uh, ja, mislim, drugače pa predstavitev zelo ja, ja, korektna, ja, zanimiva, ja. nimam kaj reči. Potem pa Klaudija Štokinger, pa rekla sem, da ne bomo vsakega, no. Ne bo, ampak v bistvu moram reči, da Predstavljala je, tle lahko še ja, jaz kakšno rečem, v bistvu, ne, zato ker sem ja, še bil, ne. ona je pač predstavljala, kako se Deutsche Bahn loteva digitalizacije. Pač zelo zanimivo je, da imajo veliko sredstev, veliko večje projekte kot pri nas. Za njih je drugi tir tako. Ok, Ok, v redu.
Rejno, Dobro, tisti, nimamo glih vsak dan, ni pa tako, da bomo enega na 100 let imeli. Ne. ja. Tako da, ja. Ampak zanimivo, no. Zanimiv pogled enega takega večjega konglomerata, ki upravlja v bistvu z kar lepim delom infrastrukture v Nemčiji. No. Mhm. Tak, ok, mislim, a da bi imel eno anekdoto glede Klaudije. No, povej. Tak, ko sem jo prvič spoznal, pa se tako predstavil, ne, kot programski vrst na večkrat srečo. In tako reče, ja, jaz se vas pa poznam, pa kako me poznaš, ne? Ja, jaz sem vas večkrat citiral v svojih doktorskih. No, Robi, O, opa, včasih to se pa je ti lahko bilo. zdi, a veš, ja, Joj. ja, je bilo, no, se pa so se pogovarjali, pa dejansko delala doktorsko na temo digitalizacije, ampak sem ravno kar pogledal, da pa je očitno mlajša od mene, kar pa spet ni v redu. Ah, Saj, moram reči, da je. je že izgledala mlajša od tebe, no, če smo čisto pošteni. No. Ne Um, bom se več pogovarjal s tabo, se vem, da ne, ampak je, ampak ne ti bo v to lažbo, da v principu si ti dosti mlajši od mene, tako da lej. Um, slaba to važba. je bolj slaba to lažba, ampak lej, kaj češ, ne Ja, bomo zdaj preklinjali tle v podkastu, v bistvu, ampak kaj bi rekel, ne. Um, ja. na kakšen Ampak no, film v z glavnem, istim imenom, ampak tako to je, ne. ja, se razumem. Ampak no, Klaudija, tudi imel sem jo priložnost spoznati prej, tako zelo prijetna. Kar dosti je bilo pripravljeno deliti, no. Je bilo pa kar nekaj izzivov, da smo sploh pripeljali dol, ker Deutsche Welle je tudi ena velika organizacija, ko se ne moreš kar odločiti, da boš šel nekam na Sibim. Ne. Ja, v bistvu, ampak moram O, reči nekaj sam še na komentar na njeno predstavitev, pa ne na predstavitev, ampak bilo je eno vprašanje iz občinstva, v bistvu, ali pa tudi več, ne. Ampak vem, da smo imeli v preteklosti že kakšne take goste iz tujine in sem običajno dobil občutek tako, da je v bistvu da ne vem, če so glih bili željni deliti kakšne stvari. Ne. ja. Medtem ko je Bolj ona v PR je bistvu, bil, bolj ja, bolj PR. PR, bolj so nam Ja. prodajali v bistvu neke svoje stvari, ne. Vsaj na nek način. Medtem ko je pa ona v bistvu na tisto vprašanje ali dva v bistvu, da res tako odgovorila, sem prav pomislil, mislim, en kaj povedal pač tako, kot dejansko je, ne da bi sam prodal, ne vem, nekaj zraven. Ne. Tako da mi je Je bilo pač iz povedala tega tudi to, stališča kar mi je jim bilo ne res gre. všeč. No. Ja. Mislim, zelo posrečena izbira. No. Ja, Ne ja. bo tako. Ok, pa je bil naslednji sklop, je bil stališče projektanta, uh, projektiranje kot temelj digitalnega sodelovanja. Tu sta bila predvidena dva, pa a si ti potem Ne, dočakal ne, ja, Blaža ja, sem Lozdeja? blaža Malo sem bil. kasneje je Ja, bil, ja malo po kasneje, ker je odmoru za kavo je bil. Ja. on pa mislim, da je bil žrtev prometa, no, da je prišel malo kasneje. Tako da imamo mogoče prvega, no, ki je predstavil, bil David Vesnaver, moj Mm, sošolc iz fakultete. Njega se jaz spomnim predvsem po tem, da je bil eden prvih projektantov, ki je dejansko samo Revit uporabljal. On je prvi šel na 3D projektiranje in pa tudi iz 3D modelov se je izvažal in poskušal, ne vem, analize delati na 3D modelih in tako naprej. In je tudi zelo lepo predstavil, kaj dela, pa kaj ne. mm, Pač pošteno je povedal, da so se tudi zaplezali, pa kjer je programe uporabljal. Tako zelo, zelo odkrito je nastopil, no, bom tako rekel, ja, ja. kar mi je bilo blazno všeč. No. Mhm. In tudi povedal, kje so problemi, pa da je treba res modele vedno prilagoditi, ko se greš statiko. Pač Ja, zelo lepo, pač tist, nimam kaj reči. No. a veš, ne, mislim, meni je hudo, no. To kljub samo poslušati, ne. Da veš to, da je treba te modele tako prilagoditi. Ne. Bolj manj, če malo potenciraš, ga treba že enkrat narediti. Ne. Um, Ja, to je tudi ampak, rekel, da bomo ampak pošteni. to je, se mi zdi. A ni to nekaj, kar se je skoraj tako prodajalo, v bistvu, kot, a veš, Bimbo pa zdaj tudi te stvari rešil, da boš lahko od arhitekture prišel v nek tak računski model. Ne vem. Če bi to ista oseba delala, pa bi mu tako pripravila, da bi se lahko uporabil, kar je tudi David omenil, ne, bi Ja, se to lej, najbrž tudi zdaj ne da. vem. Jaz v tem kontekstu imam vedno v bistvu pač um, za tako, ne za vzor ali pa ampak za
ne vem, okolje, če se spomniš Monka. Da. Mhm. No, v bistvu, Mislim, jaz sem samo nekaj se slišal nas, za ti njega, si za njega slišal, no, ker si ampak vseeno starejši od mene. ja, no, ok, hvala lepa. Zdaj se tudi jaz s tabo ne bom pogovarjal. Ampak Ja. jaz sem ti za diplomo delal, v bistvu, in sva z Istokom um, Isto delala kom kateri, moš uh, povedati. likar, Istokom likarjem, delala diplomo istočasno. Mhm. Tako da sem jaz delal računski model, se pravi, izhajalo se pač jasno, da je bilo zasnova oziroma pač konstrukcija precej bolj enostavna. V smislu, gre za prefabricirane betonske hale, ne, kjer je pač montažna hala, pač možen nabor nekih nosilcev, je glav, temeljev in tako naprej, in si to Je to bolj na sestavil. AutoCAD-u, ne? To je bilo na AutoCAD-u vse narejeno v sfejkanem oziroma v takem bolj žičnem 3D modelu. Ne? Um, ampak tam si dejansko iz tega, kar si lahko sestavljal te elemente, v bistvu pa sam zamenil pogled in si dobil ven dejansko računski model. Jasno, se kot rečeno, izjemno poenostavljen računski model, ampak za tist ni bilo treba nič dodajati. Ne? Edina morda stvar, ki je bila za dodati, je bilo v bistvu določiti togo ploščo. Ampak to je bilo samo pač poklikati tiste štiri vogale in je to. Ker pač je bilo odvisno, ali je, ne vem, od kritine, od ne vem česar koli že, ali to dejansko obravnavaš kot togo ploščo ali pa ne. No, Ne ampak, vogale, robove. ja, robove. No. Ampak potem si pa v bistvu se je to zračunal in isto, ki je delal pa v bistvu tisti del, ki se nanaša na sam izračun, v bistvu na rezultate, prikaz rezultatov. Ne. In je bilo to tako, a veš, zdaj tudi, mislim, kot rečeno, razumem, so čist drugi pač tip konstrukcije, ne, ki narediš v Revitu z BIM modelom, v bistvu v BIM modelu nekaj, kar lahko narediš bolj manj karkoli hočeš. Ne. Tam je bilo precej bolj omejeno, ne. Ampak dobu si pa to v bistvu ni bilo treba kaj predost razmišljati o tem. Tam, Ne. veš, po mojem, če bi zdaj v Revitu narisal neko halo samo s stebri pa Verjetno, ploščami, ne? ja. Pa da je bila regularna, tudi tam bo treba nič popravljati. Verjetno, ne? Najbrž, Verjetno, no. verjetno. Pa tudi moš priznati, mislim, se kaj smo počasih naredili, pač v dveh smereh si kritičen prerez oceno, ki je, pa si pač računal, ne. Ja, A ja, veš, in tudi si ga v bistvu na nov naredil, sem si naredil pač ja, samo ja, dva, ja, ne. ja, ja. Tako da ne vem, tukaj, mislim, Ne, ne, zaupam Davidu, ne, lej, da sej je res tako, kar je povedal, ne. to absolutno, ne, ampak v bistvu hočem bolj reči stališča programske opreme v bistvu in vsega tega, ne. Veš, ne vem, se pravim, da v bistvu čist premalo poznam, tako da je tole moje nakladanje, tukaj v bistvu je treba vzeti zelo veliko rezerve, ne. Tako da, Ja, če je kaj koga za vprašati, ne boš bolj David, kot pa mene, ne? Ampak tako, jaz to bolj iz tega filozofskega stališča gledam. ja, mislim, količina informacij je sigurno večja, pa Ja, ja, količina objektov, absolutno. ki jih lahko uporabiš, tudi, ne, pa Absolutno. pač je rezultat tako je. Moram pa priznati, da poleg tega, ok, v tem sklopu bi še bila šlo, čeprav pa malo kasneje prišel na vrsto in zato je tudi tista zamuda, ki smo jo na začetku omenila, prišla, ne. Malo se je program zamaknil, ampak ne bistveno, končali smo pravočasno. Um, Tistega pa jaz v bistvu nisem čisto razumel, tistega predavanja. Ok, Kjer ga? šlo se pač od plaže Od Loza. Blaža? Ja, šlo se pač za to, da je BIM treba uporabljati, pač da je treba ponotraniti tiste procese, zato da pač dobiš potem ven vse prednosti BIM-a, kar se tiče, vem, da je tudi na koncu menil, da brez BIM-a oni nekih projektov ne bi mogli več delati, da za vse uporabljajo BIM. Ampak ni bilo pa tako, recimo, David je res, ne, tako, Ne, veš primer kaj? je pokazal, pa Ja, veš tako. kaj se je meni dopadlo? Izjemno dopadlo. Pa ne vem, če sem kdaj to že videl, da je nekdo na ta način pokazal. Ne? Tam, kjer je imel tiste atribute.
Okay. kjer je v bistvu bilo v bistvu ok, tole pač ti zmodeliraš in v bistvu tole so osnovni atributi, ki vam pride iz tega modela. Ne? Ampak zato, da pa ti vse ostale stvari lahko naprej delaš, moš pa ta model v bistvu zdaj napolniti oziroma dodati še te pa te atribute. In pol je bila cela tabela teh atributov, ne? Kjer je pol v bistvu, če se jaz to prav spomnim, rekel, ok, zdaj pa v bistvu so neki kao naprogramirali zraven, ne? Kjer v bistvu potem pač nekaj skriptov v ozadju podela teh preostalih 80% teh parametrov, ki jih je treba napolniti, ne? Iz različnih baz vam pobira, ne vem, materijale, oznake in ne vem kaj še vse, ne? In to naredi za ostalih tistih 20% teh preostalih atributov, ki je treba narediti, pa pač tega ne morejo, ne? In je treba tisto ročno vnesti, ne? Kar je super, ne, da vsaj, lej, da se zelo veliko avtomatizirati, in so na poti k temu, da bojo še več, najbrž, ne? Še posebej, če bojo to še v kakšno umetno inteligenco vpletali zraven in ne vem kaj še vse. Ampak jasna ideja je, ne, da v bistvu, da ti zmodeliraš geometrijo, pa v bistvu bolj ali manj porabiš 5-krat več časa za to, da pol na roke vnašaš tiste številke noter, ne? Ne, ne, z tega stališča to je bilo super. Ja. To je bilo meni všeč, no? To sem si najbolj zapomnil od tega, no? Mislim, da je rekel, da vse tiste atribute rabijo pa za pide, pa za vzdrževanje, pa Ja, take tako, stvari. ne? Ja, no, tiste je bilo super. Ja. Ampak spet, ne, mislim, všeč mi je bilo to, da je pač priznal, ne moramo se avtomatizirati, ne, 20% pač treba bolj kot ne na roke. Mhm. Mislim, nasploh je bilo par takih momentov na konferenci, ko sem se pač dejansko zalotil, da sem razmišljal, ok, super, ne. Dejansko se začel tudi govoriti, kaj ne dela, ne. Ja, Uh, ampak ne kaj ne dela, ampak se mi zdi, vsaj, Kje ko so rečeno, izzivi, no? Kje kje so so izzivi, izzivi? pa v bistvu, kako so se tega res, mislim, tako Mm. lotili. Tako, Ja, čist, ja, pošteno lotili. Ne, da so zdaj tako. olepševali, v bistvu, kako smo mi naredili to in ono, in pol se je to, kar samo od sebe zgodilo, ne. V bistvu, kar se nič samo od sebe ne zgodi, ne. Ampak, če Ne, pa pač nekaj trezno razmišljaš, pa lahko v bistvu greš v neko smer, ki te pripelje počasi blizu enega cilja, ne. ja, se strinjam. Ok, zdaj smo pripričali. Fajn mi je. Ah, yes. Ja, Vsaj v ena redu. stvar danes. Ja, no pa je bil, vmes je bil enkrat odmor za kavo. Ok, tam Um, sem tudi še bil. Tam si še bil, pa si pa mogel si Ne, igrati, da nekaj ker igrati. odmor za kavo je bil pred Lozejem, Blažem. Aha, ok. Blaž je bil po kavi, pa mislim, da je bilo še digitalizacija gradbišč ali nekaj v tem smislu. Ne? Tam, Ja, tam pa sem je začel zelo na uro gledati. odhajati, bolj kot ne. Bolj ali manj sem se počasi premikal k zadnjemu izhodu. Tako. Ne, Ampak je ampak bil, izhod je bil samo spredje, tako da si ne, mogel ni iti. bil, hej, A je bil sorry, tudi zadnji? od zadaj je bil, To pa nisem jaz videl. direkt Si ven videl, izpod, koliko sem bil resen? samo po štengah dol, pa si bil v bistvu v bistvu pač na cesti spodaj. To pa nisem gotovo. Ja, Jaz sem jaz, resen jaz sem poslušalec. najprej preveril vse možne izhode, tako kot resen v bistvu kriminalc, tako da, Prav. v bistvu, da sem se lahko izognil temu, da me niso vsi gledali, ker sem spokal ven. Ne. Ok, razumem. No, po Tako da odmoru za že z kavo, tega stališča je konferenčna dvorana bila idealna. odlično. No, odmor za kavo tudi ne. Ja, Rogljičkov ni zmanjkalo cel dan. pa ne vem, v bistvu kava je bila nekaj Žalostno, čudna, ampak ok, drugače pa v žalostno je redu. bilo pa to, da nisem imel časa, da bi jih jedel, ker je okay. No, pol je bil naslednji skok bila digitalizacija na gradbišču. Jaz moram priznati, da jaz nisem poznal te službe, ki jo ima CGP Novo mesto. Gospod Andreja Rezelj je, mislim, da vodja te službe in je predstavila, kaj vse poskušajo. Super, jaz sem navdušen. Jaz sem mislil, mislim, vedel sem, da se vodite tega lotevajo, ampak nisem vedel prav, da imajo tako kot kolektor. Ne. Kolektor ima to službo že full časa. Mhm.
Zdaj vem, da ima tudi CGP Novo mesto. Zdaj, za večino podjetij vem, da je tako, da je odvisno od posameznikov, ampak tu se pa dejansko sistemsko lotevajo, kako bi digitalizirali gradbišča, pokazali, kako se poskušajo in tisto, kar poskušajo, je super. In super, Kaj, da bo kaj, to še naprej. kaj Dalux uporabljajo? Ne dalo, tudi Procore, pa mislim, tako. Precej poskušajo, no? In Okay. to je pač smisel vsega. Tisto, kar se bo prijel, kar se ne bo bolj zamenjal. Mislim, da je Procore zdaj, da ne bom, mislim, da je bil Procore. Ne vem. Recimo, da nam bo kdo popravil, da je to vem. To je tak Kaj je. bombonček za tiste, ki Ja, želijo, ja, tako. da, da jih Mogoče omeniva. mogoče pa prav, gospod Andrej, da ona popravi. Je v bistvu absolutno se lahko naj popravi in pride to v podcast tudi povedati. To pa Dobro, je ne? zdaj Ja, izziv. ja, to pa To pa je. je izziv, ja. Sam v principu je izziv najprej, da najprej ve, da ta To tim pogovori, obstaja. to sploh obstaja. Mogoče bo upozoril. Ok, pa za njo je bil pa gospod Milan Stanič iz Kolektorja, ki je pa predstavljal pač uporabo platforme Dalox v projektu. Tam je nek projekt v Reki. Ja, to sem Um, slišal. Ja. ja, Mislim, to mi je zelo zahteven projekt, tako bolj metod govora. strojniški, Ja. če mene vprašaš. Ja. Zelo kompliciran, kompleksen in pač predstavlja, kako pri njihovem delu uporabljajo eno tako platformo. Tak, zanimiv. Mal se mi zdi, da pa razvleko, ampak ne vem, To, mogoče pa samo občutek. No. to pa že ne vem več. Ti To pa zaupam. že, to pa že ne veš več. Ja. Je pa tudi bilo par vprašanj, pa tudi zelo suvereno odgovoril. Čisto redno, čisto korektno. No, pa s tem smo delali ta digitalizacijo na gradbišču in pa je seveda moramo govoriti nekaj o nadzoru. Ne. Tu moram povedati, da je bil predviden še en govornik, ki je nažalost pa zaradi nekih osebnih okoliščin mogel odpovedati daljne. Mislim, da je gospod tu vsi se piše Famani, pa neče ni Farmani, konde. Ja, Ne vem, ne pač vem. se upravičujem, ne vem, zaradi točen. Iz podjetja ProPlus. Ti sem se dejansko kar veselil, je bil zelo priporočan no, za predstavitev, pa je žal pa ni mogel se udeležiti. No. Je bil pa gospod Andrej Poreber iz podjetja Predplan, ki je pa on dejansko predstavil, kako uporablja ta sodobna okolja za spremljanje, predvsem izvedenih del pa obračunov. Pa je bilo tako, no, meni je bilo fuz zanimivo enkrat dejansko, da je nekdo, pač en nadzornik povedal, kako to uporablja, zakaj uporabljajo, kako uporabljajo te 360-stopinjske kamere, da lahko za nazaj gledajo, kako potrjujejo situacije. Tako, meni je bilo fajn, no. Zelo bomo tako rekli hands-on. Predstavljam tudi nekaj rešitev, kaj so poskušali, pa je tako, fajn predstavitev mi je bilo, no. Teda, še več takih, kaj ne rečem. Zdaj ti ne moreš več govoriti, ko si bil že na cesti, ne? Ne, jaz Ja, samo še kimam z glavo, ja, robi. Res je ja. tako, to je tako. No, zdaj Da lahko lahko prodaš, kosilo, kar kako češ. rečemo. Ja, zdaj lahko kosilo, kako rečemo. Ne, prosim, Vsako leto smo govorili o malo kosilu, tudi zdaj moramo mal sem govoriti o lačen, kosilu. v bistvu, pa ne bi Tudi zdaj le. jaz, ampak to je nujno. A to je zdaj v bistvu tak. Poslušalci in gledalci se strinjajo, da je nujno, da govorimo o Ja, kosilu, tako da ok, moraš malo zdržati. Vsako leto se smo to moram malo omenjali. nadihati. No, lahko ti povem, da letos ni zmanjkalo ničesar. Hrane je bilo, kar si hotel. Šli smo v sosednji hotel, ne vem Ok. točno zakaj, a so imeli tam premajhno kuhno kambo, ampak meni je vsem ti sprehod je bil čisto super. In je bilo fajn. In tudi fajn družbo sem imel pri kosilu in tako. In meni je bilo super, fajn kosilo. Tako da še kdaj. Robi, kaj si jedel, no, da povej. Pa pojme njem. Neki ribe, pa neki morski sadeži, pa neki ne Tok ni vem. bilo za pozaditi, tok je bilo dobro, da pa si nisi Ne, zapomnil. debate so bile v redu, Ja, pa sem ok, pa, razumem. mislim, Ja, solato sem jedel, no, v dobro si redu. se izmotil iz tega, v redu.
kosilo ste imeli v redu. Lej, v redu. Pa dobro je bilo. Pa dobro je bilo. Ja. Ja, pa veš, kaj je bilo? Sedeče kosilo je bilo. Ja, ej, to je pa tako, Ja, to je zelo veliko reda, no. mislim res, tis na Brdo, tam, ki si handlo krožnike, pa Ja. pijačo, pa Pa v ful je bistvu bilo bolj pogovarjanje, mis, pa ne. torbo, pa ne vem, kaj še vse. Pa na Brdu je bilo ful manj miz, če se spomniš. Tako Nič sploh ni bilo nisi v dobil bistvu, ne? mize. Tako, Nič ni ne, bilo v to je bistvu. bilo, kar se tega tiče, pač nima Brdo, nima za burek. Ja, ja. Ja, Zdaj bo po moje bo še vlada Slovenije v bistvu šla nekam drugam, po moje. Ja, ne vem, to ali mi je še. vse. To mi je Da vse. nam dajo Portorož zasedel zdaj, ja, veš. Ne jim sendviče dajo, to mi je čisto vse. Okay. No, pa po kosilu, ne, pa spet se mi zdi, da je bila zelo pametna programska odločitev, ker je bil še samo en sklop. Ja, Ne? to definitivno je. Res super, ne? In je bil v bistvu ta en sklop, dobro, uro je bil dolg, uh, ampak tam, ok, začelo je AK Software, so imeli neko predstavitev. Tista predstavitev je bila pa tako, ma skoraj bi bil sen, če bi jo posnel pa predvajal. No? Ja, razumem. Tako. Ena gospa je sicer predstavila ful dobro, v GIS-e so integrirali neke BIM modele, pa to res impresivno zgleda, sploh tista velikost modelov in tako naprej, ampak predstavitev je bila pa taka, ne vem, video se je vrtel, pa ona nekaj govorila, no, čisto. Ja, Tako, no, tudi če bi se posnela, ne bo nič drugače. ja, verjamem. Um, ja, no, pa je bil Tilen Urbančič, najin bivši sodelavec, ki je zdaj na podjetju Geotočka. Mhm. On je predstavil pač uporabo digitalnih tehnologij, bom tako rekel, med geodeti pa gradbeniki. In je ful dobro povedal, da so geodeti nekaj časa pač ta BIM malo ignorirali, da so gotovili, da ga ne morejo več in pa je predstavljal, kaj vse se uporablja, pa koliko se lahko, pa pač tako digitalizacijo, pa naprej, mislim, fajn, no. Pa tudi Tilen pač se vidi, da je, bomo rekli, da ima izkušnje s predavanji in tako naprej, Mhm. zelo lepo je povedal, pač res super. No, pa ta zadnja, ne, tisto, kar si zamudil, ker bi po mojem bil ful vesel, je pa gospa Špela Poklukar iz enega podjetja, ne vem, če je podjetje, nekaj drugače se reče podjetju, ampak airazpisi.eu, to vem, da je spletna stran. Aha. Predstavlja, kako ona dela, ona z svojo skupino, s svojimi sodelavci dela na področju razpisov, veš, imaš te razpise za gradbeniške projekte, ne, Mhm. in pa imaš noter, ne vem, zahtevne reference, pa letni promet, pa ne vem, kaj vse, neki pogoji, za kakšne projekte gre, pa bla, bla, bla. No, oni uporabljajo modele umetne inteligence oziroma bolj velike jezikovne modele, najbrž, no, tako tehnično ni šlo v podrobnosti, zato da izluščajo vse te podatke ven iz te solate razpisov. No. In tiste pa tako, precej dobro izgledalo. No. Jaz seveda, pač kot recimo, da sem nekaj probal v tej smeri, pa Mislim, da kar nekaj veš o tem, no? Mislim, na splošno mislim, o ne, da kar umetnosti. nekaj vem, recimo nekaj malega vem, no, bom tako rekel. Um, Jaz temu ne bi čisto tako zaupal. So potem z Špelo, ne, govorila tudi po predavanju, kar precej mi je pojasnila, pa so rekli, kako se lotevajo. Pa to, mislim, vse trudijo, da bi to definitivno zmanjšali, verjetno, da bi šlo karkoli narobe. Jaz tudi verjamem, da jim v veliki meri uspeva. Med drugim gre tudi nek konsens išča med različnimi modeli, pa kjer, a veš, če se dva strinjata, pa to prevlada, pa Mhm, tako naprej. mhm, Dansko mhm. se zelo trudijo, no, v tej smeri. Jaz verjamem, da to dela super. Tudi povedala na konferenci, da v veliki, veliki večini primerov da prave rezultate. Ne. Zdaj hudiče sam tisne. Zdaj, kdaj smo mi zadovoljni? To je tako, to jaz tudi študente sprašujem, da ne o tem mislim. Ne, kdaj, s čim ste vi zadovoljni? Ok, uporabljate velike jezikovne modele, nevronske mreže, karkoli, pa recimo, da vam jaz rečem, da vam lahko zagotavljam, da so vse, kar vrne, da je 95% natančno. Ne? Je pa vprašanje, ali je to dovolj? Ali je 95% dovolj? Ne? In pa eni rečejo, sploh taki bolj izkušeni, rečejo, pa se človek se tudi zmoti. Ja, ja, se zmoti, ne? Sem človek se zmoti, zelo težko se bo zmotil za dva velikostna razreda, ali pa zelo težko se bo zmotil, pa bo rekel, da mora armatura biti modre barve. A razumeš, karikiram, ne? Ampak temu delamo čisto sanj, imamo čisto sanj. Ne,
je zdaj vprašanje, v bistvu, kakšne napake dejansko, ne vem, a je kaj govorila o tem, kakšne napake so našle oziroma se dogajajo. Ne, mislim, sva govorila, mislim, vse mislim tudi javno povedala, da v bistvu v vsem tem času so eno tako konkretno napako ugotovili, pa ne vem, točno, kje je prišla, ampak ena napaka, procentka, to ni nič, ne. To, Ja, pač, to dejansko ni veliko, ampak lahko pa ena taka napaka fuj stane, ne. In to ni, oni, mislim, kar oni delajo, je super, pač tudi rezultati so super. Jaz, če bi se s tem ukvarjal, bi definitivno to vsaj pogledal, kako to dela, pa kako mi lahko pomaga. Ne. Ampak to je čisto ena druga debata, ne, ker vsi so hoteli tam govoriti o AI, pa bla, bla, bla. In moje vprašanje je samo to, kakšna stopnja zaupanja mora imeti te rešitve, da boste vi to dejansko uporabljali v vsakdanji praksi. A ne? In pa vsi zmrznejo, pač, ja, ne vem, pač 100%, 100% ne bo nikoli, pa lahko gremo kar naprej. Ne? A je 95% dost, a je 90% dost, a je 80% dost, a lahko mi to sploh računamo, kakšna je verjetnost, a ja, veš? ampak, ja, lej, vse, ampak vse to je, um, mislim, a veš, tudi če recimo, da temu ne rečeš umetna inteligenca, pa da ti Ja, za tak prijavo za razpis najamaš eno zunanjo firmo, ja, ki jo pač plačaš, ne? ja. Zdaj, imaš možnost, da na razpisu dobiš, lahko da ne. Hm? Lahko da je na razpisu tudi kakšna napaka. A je zdaj, a so oni ne vem kako odgovorni v bistvu, če daš neko zunanji firmi to delati, a so oni odgovorni, da je to brez napak. Mislim, zdaj pač ne vem, kot rečeno, to bi se mogli na ta način začeti pogovarjati, ne? Ja, ampak to se pa pravno pogovarjaš, odvisno kako Ja, sej. pogodbo imajo. Sej tle Ne? mogo imeti tudi pogodbo s temi, s to, ne vem, ZEAI razpisi.eu, ne, kot recimo, ne vem, ali pa firmo, ki stoji za odzadje, ne. Ja, tle pač ne samo, da najemaš v bistvu, oziroma pač najbrž nekaj plačaš za to, da pač tam neki imeli odzadje, neki hrčki, ne, ampak v bistvu na koncu dobiš pač Mm. neko, Jaz mislim, da to ni tako. Oni ne prodajajo storitev, oni prodajajo dejansko urodje. Ne? no sej, In zdaj, ja, ampak, a veš, sej, če ti uporabljaš Revit, ali pa dobro ne Revit, ko imajo robot, ali ne vem kaj, no, za statiko računati, ne? ja, Pa ne vem, ja, sej posod piše, da karkoli nisi SAR odgovoren. 2000. Točno to in O to ja, je isto itak. urodje. Oni ne morejo biti odgovorni. Nekaj druga sem hotel načeti na temo. No? Um, pač tudi pri nas na katedri se ukvarjamo s tem, ne, da v bistvu vsa ta orodja so super, samo vedno moš preverjati za njimi. In zdaj, a veš, če imaš pa ti tukaj nekaj taga, ne, in ljudje smo zelo, bomo rekli, zelo si poenostavimo delo. In slej ko prej, ali pa ne slej ko prej, zelo hitro ne bi noben več gledal za tem. A ne? Pač karkoli bi ti vrnil, to bi uporabil. Valjda. Mislim, Ja, ne, to valjda ne, še naslednji dan nikoli več, mislim. tako ne. In to je največja napaka, ko lahko vsak naredi. To je največja napaka, ne. Zato, ker pač stvari, pa nekdo bo prevzel odgovornost. Meni bo ful smešen, ko sem bral, pa ni tako dolgo nazaj, pa ne 3 tedne, 2 mesec, da so v Kaliforniji, a veš, je bila nesreča prometna, ne, in so se samo vozeči avti kar vozili, čeprav je bila zapora ceste. A ne. In pa so pač policaji jih ustavljali, ne, ampak niso imeli komu napisati kazni. Komu boš napisal kazni? Veš? In je mogla Kalifornija spremeniti zakon, ne, da je zdaj odgovoren lastnik avta. Ja, a bejš, mislim, a bejš, ne. In takrat, ko so to spremenili, je pač neki firm se pač zaprl, ker noče prevzemati odgovornosti. Oni so odvisni v bistvu od proizvajalca avto. Razumeš? Ne razumem, In ja. to, zdaj, seveda, to ni čist direktno povezano s tem problemom, ampak hočem povedati, da tukaj je zelo, pač nismo mi, človeštvo ni šlo tako hitro, ali pa stroka ni šla tako hitro naprej, ker se tehnologija razvija. Ne? In pri Ja. vsem tem, to je idealno orodje. Če bi se z razpisi ukvarjal, jaz bi špelo poklical jutr, a ne? Da bi šel skozi, da bi mi predstavljal, da bi videl, kako lahko uporabljamo in tako naprej. Ampak je pa noter, pač pa ne pri tem urodju, tudi pri kakem drugem, ne, ene par pač takih, rečemo,
stvari ali pa zahtev, ne, ki bi pa jaz malo zdignil brv. Ne. Je tudi predstavljala, je pa nekako sicer rekla, da to je želja, kamor želijo priti, da ne ponujaš vsega tega, tako da ne vem točno, kaj vse je že razvito, pa kaj Mhm. ne. No. Ampak recimo, da moš ti v to urodje dati vse svoje projekte, ne, in pa ono veže, kaj, če si kaj podobnega delal, pa tako naprej. Čak mal, ne. Veš, podjetja so se, ne vem, desetletja smo mi v vsakem članku pisali, da jaz pa ne vem, kompetenca pa tako naprej, pa morajo skrivati informacije, pa to ne. Da bomo Ne, mi kar ne, tako pač ne, to dajmo, a to ne, damo vse, dajmo, lej, ne, valjda, ne, če pa dobiš dajmo. pol neki skoraj zastonj nazaj. Ah, ja, v redu. Se vem, da me zafrkavaš, ampak ok, a ne. Mislim, Ja, dejstvo je, da če hočeš take stvari imeti, pa te prednosti izkoriščati, pač te to moraš narediti, ne? Ampak jaz se zdaj pogovarjam o tem, a si ti to pripravljen narediti, ja, ne, pač sej, jaz zato, ne bi, a ne, ne. ampak lej, sej, zato je pa še posebej zato, ne, za takšne primere. Jih je pač treba v bistvu, um, more firma kot taka, ki razvija takšna orodja, v bistvu zadaj imeti jasen pač dokument, kjer piše, da ne vem, kako bojo delali s tistimi, ne vem, naloženimi tvojimi podatki. Ne? Mm. A je bojo uporabljali za nadaljne učenje modela tudi za druge primere, ali samo za Se, tvojega. Ne? se to ne Ne? moreš nikoli vedeti. Vem, ampak v bistvu to mora biti, a veš, tako eksplicitno jasno, ne, da a veš, se na koncu bo, še posebej se mi zdi za AI, v bistvu take stvari, bo moral nekdo v bistvu nekako priti pa narediti en tak pregled, v bistvu, ne vem, in take firme, in a veš, a temu sledi, ali je, ali jih lahko zaupaš, ali jim lahko zaupaš ali ne, ne? Lej, jaz bom sam to rekel, ne. Če kdo misli, da bo to pri sebi v firmi gostil, pač ne bo, ne. In vam dam tudi primer. Pač mi smo na fakulteti kupili računalnik za mnogo, par tisoč evrov, ki ima tako 512 giga rama, pa ne vem kaj vse, ne. Pa ne moreš laufati teh modelov gor. Kar pomeni, da bodo vsi komercialni ponudniki bodo stekel pa uporabljali API do nekih komercialnih orodij. Kar pomeni, da tudi če imaš ti odnos s takim ponudnikom, nek pogodben odnos, ne, pa ima on pogodben odnos naprej z nekim ponudnikom, on ne more vedeti, kaj Anthropic ali pa ne vem, Robi, a veš, robi, Google ali pa Microsoft dela s temi podatki, pač ne more vedeti. A ne. Um, lej, in to, ampak se, s tem se noben ne ukvarja. lej, To je vem, vsem vseeno, a veš. ampak sej to je tisto, ne, ker na koncu, lej, v bistvu vse pri vsaki stvari je tako, ne. Pri vsaki stvari je tako, samo da zdaj smo ratali malo občutljivi v bistvu na to, ne. Um, ker v principu, ja, če hočeš, da ti, ne vem, če GPT pomaga neki, voljda boš ti naložil one dokumente gor zraven, v bistvu, pa se v principu, ja, pa se to je samo tako, ne. Um, Ja, mislim, pa ni dejstvo je, tako, ne. da smo izgubili občutek, v bistvu, da dejansko, um, Mislim, to je tako, niti da imam primer. Letos smo imela z našo najnovejšo gostjo, Anjo Brelik, ne, smo imela en predmet na novo in brano te, mhm. rečemo, umetne inteligence oziroma bolj o velikih jezikovnih modelih. No in recimo, in jaz in Anja so pripravljala pač ta predavanja, pa to jaz sem zelo velik časa porabil, da sem to pripravil, ne. No in potem so naučila študente uporabljati orodja, ne, za marsikatero orodje. No, in kaj študenti naredijo, ne, pač vse moje predavanja, tiste slide, ne, dajo recimo v notebook LM. Vsak, ko bo zdaj pač rekel, verjetno, njemu naredi neko prezentacijo velikih jezikovnih modelov, bo na podlagi tega, kar sem jaz naredil, ne, razumeš, Valjda. To bo je pa, neki dolgo, ne. seveda. Ok, ampak to recimo, da znanje ni nič vredno, pa pač tako naprej. Zdaj si predstavljam, da je nekdo dal vse pogodbe noter, ne. Ja, pa se, po moje so jih že, a veš. Ja, se vem, da so jih, Kva, ne. folk sploh najbrž dela, to sploh najbrž nam sploh ni jasno, v bistvu, ne? Vse to, ne, ampak pa imaš en kup enih znanstvenih člankov, ko so ljudje najeli firme, da so iz velikih jezikovnih modelov ven podatke od konkurentov pobirala. Ne. A razumeš? Ampak to, ok, Slovenija je tako majhna, da lahko rečemo, pač v Sloveniji ima
kaj nas briga, pa to, a veš, tistih par bajtov, ko mi tukaj sproduciramo v globalnem smislu, v redu, ne? Ampak, hm, ne, kaj pa če ne? Kaj, kaj pa če ne, ne? Ja, ja, Ne vem, no, lej, jaz pač mal sem previden v tej smeri, ampak kot rečeno, jaz moram tako še kontaktirati Špelo, pa je predstavljal tudi neki, kako bi, kako popise obdelajo, pa dobijo ven količine, pa ne vem, kaj se je tisti, je meni blazen zanimivo, ker smo probali že s full študenti, pa nikoli ni bilo nekih pametnih rezultatov lej, in me prav zanima, kakšne oni dobijo, ne. ne vem, lej, ta umetna Uh, inteligenca, jaz v bistvu sem lej, zmeri manj navdušen, mislim, da je zmeri manj navdušen, v bistvu mislim, to je zdaj tako, um, brez tega ne moreš več, no, bolj ali manj bomo tako rekli, ne. Ampak, ne vem, zanj sem pač pri enem predmetu, smo imeli kolokvij oziroma pač test na koncu semestra, pa je bilo skozi govor o tem, ja, boste na računalnik pisali v bistvu tako, pa skozi smo tudi vaje na ta način delali, ne. V bistvu, da bo pač dobil nalogo in na koncu bo pač morali nekaj naprogramirati, ne. Pa se ne boš mogoče znam ti že kdaj omenil, da je pač ena študentka v bistvu enkrat na eni taki predavanju vaji, ki imamo bolj ali manj tako pač malo mešano, ne. Pač pokliče pa v bistvu, lej, tole imam, sem naredila, ne. Pa jaz zanjo vem, ker iz prejšnjih predavanj, v bistvu, ker je bilo to že po koncu semestra, da pač, sorry, ne dam jaz roko v ogenj, v bistvu, da ona sploh kaj ja. zna, ne. Ampak tisti program je delal v nulo. Ampak napisan je bil pa tako, ne, da sem jaz mogel pomisliti v bistvu, mislim, zakaj Poznam. to dela sploh, ne. In a veš, in sem rekel, in sem pač to sem jim napovedal, ne, da bomo ta test imeli, vse lepo in prav, vsi so bili srečni, ampak pa sem imel pač par dni pred tem testom, sem imel kar resnega moralnega mačka, oziroma pač sem rekel, kom jaz to sploh pošteno ceno? Ja. Ne? Ali moram pol vsakega posebej klicati na zagovor, pa se z njim ukvarjati, v bistvu gor in dol, koliko si ti ta ChatGPT uporabil, pa se mi je jasno, da programirajo za to pač uporabljajo, Claude, ChatGPT, Gemini ali karkoli tretjega, ne. Je pa popolnoma jasno. Ampak kljub vsemu, ne, skratka, končalo se je tako, ne, da sem prišel v bistvu takrat, ko smo imeli, rekel, manjša sprememba, to ne boste delali na računalnik, ne imate list papirja, gor so vprašanje in boste na listu papirja to naredili. Tako da sem rekel, To da ste morali biti veseli. ja, sem rekel, ja, da se vem, da bom pač čist nepopularen, ne, pa v bistvu to zgleda tako skoraj kot nenapovedana kontrolka, dokler so te stvari še obstajale v osnovnih pa srednjih šolah, ne. Um, ampak konc je v bistvu, na koncu, ko sem te stvari ocenil, ne, je dejansko prišlo tako, kot sem tudi predvideval, ne. Da so tisti, ki so že prej pokazali, da znajo, so tudi to naredili v redu, ne. Tisti, ki pa niso dali do zdaj, so pa pač tudi nekaj naredili, ne, pa je bilo pozitivno, ne, ampak če bi pa uporabljali ChatGPT, bi pa naredili za 10. In pop sem mogel jaz ukvarjati s tem, v bistvu, kako zdaj to razbrati, pa kako pozitivno, mislim, kako to realno oceniti. Tako da Ja. na konc bomo šli, a veš, tako pozabili digitalizacijo, v bistvu, pa vse lepo, v bistvu, list papirja, svinčnik, pa ne svinčnik, kuli s kulijem bomo morali pisati, um, pa v bistvu pa moder bo moral biti, pa in tako naprej, ne. Mene moti pa predvsem to, da je vse dosti dobro. Pač to me Ja, ne, moti, pač to pa vse je dosti dobro. to pa je tako. Pa ne, sploh ta, karkoli z umetno inteligenco, vse je dosti dobro, vse je Ja, dosti ja, dobro. ja, In ja. ko bom še enkrat videl strukturni model, pa mislim, ne vem, kaj ne rečem. No. Strukturni model, BIM je vedno informacijsko modeliranje zgradb. Pač, ko točno veš, kaj je uporabo, no in pa rečeš, ja, to se pravi, ne, nisem. Ima delnih, pokaž mi na predavanju enkrat, da je bilo napisano informacijsko modeliranje zgradb. Mm. Enkrat mi pokaž. A ne? Ja, ni, ne. Pač, ne. Se vsem. Kar hočem reči, no, meni zelo zanimiv
zelo zanimiva predstavitev. No. Zdaj se bojo naučili te v bistvu, da bojo pol sam še eno iteracijo naredili, da je prosim popravi to zdaj v. Ker ne, se še imam kak drug termin, ni problema, ker ga ne bom povedal. Ne. Zdaj sem se že naučil, da oni dešo, a veš, to sem ti rekel, ne, ti si pomišljaj, oziroma deši, ne, Ja, ja. ordo, ne, ko se jih zelo radi uporablja, ker pač vsak model je to rad uporablja, ne. Mhm. No, in zdaj imaš, v bistvu jim dajo že navodila, ne, tega ne uporabljajo. Ampak dokler so to uporabljali, ne, sem jaz vsakom še dan to rekel, pokažite mi na tipkovnici, koliko ste ta znak dobili. To je bilo moje vprašanje. Če je znal pokazati, ne, niti eden ni znal pokazati, to je kombinacija treh tipk. a ne. Niti eden ni znal pokazati, kako se ti znak Ja dobi. bi Ne. pa rekel, da imaš v Wordu nastavljen, da je tam navaden minus zamena z unim dešem tam. Pa je. Kako boš? No, pokaži mi kako, ni problem. Ja. No, a veš, vse to, ne? Tam replace daš, ne? Saj to Ja, imaš. v redu. Samo najprej ga moraš nekje dobiti, izdeš. Autokorekt, ja, no, ja, to pa drugo, ja. Ja. Tako da, Če no, je GPT pomagal, kje ga najdem, no. kar sem hotel reči, da malo previdnosti pri tem ne bi škodilo. Ja, absolutno. In pač tudi ti maili, ko so napisani z umetno inteligenco, variante, da se vidi. Ne? In rajš imam, da mi odgovoriš pač po domače, pa z vsemi napakami, Hmm. ker ti spoliran. Ja, da je nekaj, mislim, tiska, Ne. ki so besede, za katere veš, da jih tudi slučajno ne bi uporabil, ne. Let your agent talk to my agent. Ne? Ja, mislim, Ja, brez tako veze. nekako je. Robi, Brez veze. daj mi sam še o druženju, o pijači povej na koncu. Ja, super. Pač, fajn je bilo, no. Kar nekaj časa smo se zadržali, pa smo tako, v bistvu, mi smo čez zadnji šli. Se pravi, da organizatorji grejo čez zadnji, ne. Ampak ni pa noben bil pretirano dolg, ker smo morali še vsi domov priti. No. Tako da ne vem, se pravi, meni je bilo po dolgem času res všeč konferenca, kar prehiter mi je minila, ker nisem mogel pač govoriti z vsemi, s katerimi sem želel. Pa še ena gotovitev, eno ful je bilo novih obrazov. Jaz sem bil navajen, da sem vedno poznal skoraj vse, ker smo skoraj isti hodili vse čas. Pa zanima, so se generacije zamenjale, ali pač mlajše ljudi to zanima, kakorkoli, ampak jaz sem jih že drugič naredil, pa sem vsako leto na teh dogodkih, nisem spustil nobenega, no. Da so kar neki novi ljudje začeli prihajati. Tudi na Daloksu sem jih ful mal poznal, v bistvu ful mal, ne. Ja, Zdaj na Sibimu tudi tako jaz mislim, izjemno malo. da je v bistvu to zelo pozitivno, no? Tudi za samo združenje SIBIM, ne? Da je v Ker bo bistvu, vsem ta sparjala, ne. ne, pa tudi, da bo te počasi, te mladi, v bistvu, jih je treba v bistvu takele počasi brskati, ne? In jih tudi bolj aktivno vključiti v samo delovanje pač društva ali združenja ali karkoli že, ne? Tako da to bo to dejansko pomenilo neko kontinuiteto, zato ker najbrž se nama da tole navdal snemati še naslednjih 10 let. Ne? In bo treba v bistvu pač No. Zaradi mene bi bila že nehala pred kakimi 3 počasi, ne, leti. v bistvu počasi nekdo drug v bistvu začne praskati počasi. Ne? Ja. In je super, no, da so novi obrazi, saj mislim, da so tudi z Matjažem ene par stvari na to temo rekla. Da me ne skrbi v bistvu, ne, vsaj meni osebno, da to ne bi živeli naprej, tudi ko bojo recimo te, ki so, ne vem, in Jure in ti, ki so bili to zdaj povsod upleteni, vedno, kaj bo treba kaj narediti, v bistvu pa program sestaviti, ali za izobraževanje delati, ali ne vem, karkoli že, ne, so bili bolj manj vedno eni in isti zraven. Zato, ker so imeli pač interes, voljo, pa znanje, jasno tudi. Ne. Zdaj bo treba pa pač počasi neke nove noter upeljati in dati neke naloge in dati neke zadolžitve, pač neko odgovornost. Pa jaz mislim, da bo zadeva zelo dobro špilala tudi naprej. Ja, so že bile neke ideje, slišal sem že par idej, ampak ne vem, če lahko javno povem, tako da ne bom. Ne, ni Pa treba, nekaj vse je v nasenča, bistvu ampak to. je zelo zanimivo, no, če se bo to izpeljalo. Tako da, ja, no, jaz zdaj, če potegnem črto, um, jaz sem bil kar precej zadovoljen s tem dogodkom. No.
Jaz mislim, da pa niso povedali na začetku, da sem bil član programskega odbora, tako da mogoče sem subjektiven, tako da mogoče vzamete to z rezervo. Ampak res je bil tak en fajn dogodek. Če bo naslednjo leto tak, takoj podpišem, takoj ne. Ja, Um, čeprav se v bistvu se že nekaj govori, malo tako med vrsticami, kje bi morda naslednje leto bilo, ne? ja, pa se lokacija ni tako bolj odvisna od programskega odbora. Zdaj jaz moram reči, da tukaj Jure pa Metod opravlja izjemno delo. No. In tisti, ki bo stopil zdaj v čevlje tega programskega odbora, bo imel kar težko nalogo. No. Ampak ja, držimo pesti. Jaz vem, da je zelo veliko sposobnih ljudi v Sloveniji, da lahko pričakujemo spet en lep dogodek. No. Najbrž pa ne v Portorožu, zdaj govori se, da ima še bolj na jugovzhod Slovenije. Ne. Tako da bomo videli, No, pustimo se presenetiti. jaz res mislim, vsaj kot sem, koliko časa sem bil tam, sem bil zelo zadovoljen. Pa res, meni je super všeč, no, da bi se to res menjalo v bistvu iz leta v leto lokacija. Ja. Ker če ne drugega, če jih 20% novih v bistvu zaradi tega, ker je to bliže njim, pride, je to idealno. Čeprav jasno, letos so določeni, ki so bili vedno zraven, tudi manjkali, Ja. ampak v bistvu pač tako to je, ne? Vedno vsi ne morejo priti, zdaj zaradi tega ni konc sveta, ampak je pa super, no, da če pripelješ nekaj takšnega malo bližje tudi firmam, ki mogoče bolj lokalno delujejo, je to super, no. Ja, pa zdaj smo bili na jugozahodu, pa gremo malo na jugovzhod, pa malo na severovzhod, pa pač malo spet v Ljubljano, pa spet na stran. Tako. Mislim, da bi bilo čisto vsem všeč. Pa mogoče spet nekam na Gorenjsko, pa pač lej, ti zdaj si vzameš, se malo pogovoriš, kaj smo naredili v zadnjem letu, kaj še bomo in to je to. Tako da, še na več takih dogodkov. No, jaz sem bil zdaj par let kar tako, da ne vem, če bi še hodil, pa bi mi bilo bolj pa na vse, ne. Ne, bo pa spet kar fajn, pa Ja, ne bom rekel, da komi čakam sem na naslednjo leto, ampak ne bom pa neč jezen, ko bom dobil vabilo. No. No, super. Imamo še kaj dodati na koncu? Ne, zdaj spet ne morajo podsukati, če še kaj posnameva. Ne. Pa ful majstva o prometu govorila. Ja, zdaj, če kdo hoče poslušati jamranje, v bistvu še o čem drugem, kot pa o prometu, to znava v bistvu. Spin-off lahko narediva. Kaj? Bim pogovori. Ne sme biti bima. Ja, ne. Jamranje. Jamrarije. To pa ne morem, ker jaz ne moram izgovarjati. Jamrarije, se s tem se utrabo 3 poskuse. Ampak to je lahko dober naslov za podcast. Hiter rezerviri. Domena zdaj je hiter. Jamrarije.si. Ja, nač, Robi, zelo lepo je bilo s tabo govoriti spet v bistvu, da si mi predstavil še tisti del, ki ga nisem videl. Ko se ne vidva skoraj vsak dan. Ja, tako, ne. Takrat, ko imam zate delo, te seveda ni v Ljubljani, tako da jutri prideš. Takrat se te skrivam. To je bilo možno v bistvu, ja. Tako da, za vse v bistvu poslušalce pa absolutno, če želite poslušati nova jamranja, potem prosim, napišite nama na mail. Lahko v bistvu še celo pokličete po telefonu, tako ekstra, tudi landline imamo v bistvu na faksu, v bistvu, tudi to nas najdete, v bistvu, tako da, če hočete stran od umetne inteligence nazaj na take resne pogovore, v bistvu pa kar po telefonu. Matej, da si pa čisti dol, koliko sem stara, zato ker mladine se sploh ne pogovarjajo po telefonu, sem dobiš sporočila na Instagramu. Ne, kakšen bo raj na TikTok objavil, ali pa bo na Snapchatu, v bistvu, kaj. Evo, to je to. Robi, najlepše hvala. Do naslednjič, ne? Ja, najlepše hvala, pa
udeleženci oziroma poslušalci, ne. Pa kakšen mail bi pa vsem dobro poslal. Ja, kje so zgrešile? Tako. Ja, tako. Ajde, adijo. Okay. Ja.